Skupaj z županom in z direktorico doma starejših se veselim te pridobitve za Krško. Dve stvari sta pomembni pri tem. Prva je, da sta se dve občini povezali in skupaj pridobili potrebna sredstva, torej evropska sredstva. In druga je dejstvo, da je vedno večja potreba in povpraševanje po storitvah dolgotrajne oskrbe samo v dnevnih centrih oziroma začasnih namestitvah. In s tem centrom želi občina Krško z pomočjo znanja in izkušenj doma starejših odgovoriti na to potrebo. S tem podpremo starejše soobčanke, soobčane, da lahko čim dlje ostanejo doma in jih podpremo v tistih potrebah, ki jih v svojem življenjskem obdobju in stanju potrebujejo. Dejansko Ministrstvo za delo načrtuje velik investicijski ciklus za področje oskrbe starejših. Verjetno ste seznanjeni, da smo že lani, takoj v začetku mandata, izvedli javni razpis za dnevne centre in začasne namestitve v višini 21 milijonov evrov. Ta je sicer še iz drugih virov, kot sem omenil. Potem smo izvedli marca letos javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe oskrbe starejših, 1280 postelj. Predpretekli petek pa smo objavili en veliki javni razpis, pomemben javni razpis, in sicer 93 milijonov evrov težak javni razpis React. Ta sredstva pa bodo namenjena dvigu nivoja namestitev v domovih za starejše in Dom starejših Krško je zainteresiran za prijavo na ta razpis, kajti ima še veliko 3, 4, 5 posteljnih sob, ki niso primerna namestitev po sodobnih standardih in še posebej ne zagotavljajo starejšim osebam v domovih za starejše tistega dostojanstva, ki so si ga zaslužili z aktivnim delom skozi celo življenje.